Spoštovane novinarke, cenjeni novinarji, spoštovani vsi prisotni in vsi ostali, ki nas spremljate. Dober dan in lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci predsednikov vlad Republike Slovenije in Severne Makedonije. Predsednik vlade, dr. Robert Golob, danes na uradnem obisku gosti premierja Severne Makedonije, dr. Dimitarja Kovačevskega. Namen obiska je bila zlasti krepitev dvostranskega sodelovanja in nadaljevanje rednega političnega dialoga. K besedi najprej vabim slovenskega premierja, dr. Roberta Goloba, da predstavi podrobnosti pogovorov. Dr. Golob, prosim. Lep pozdrav vsem. Danes mi je posebno veselje, da gostimo predsednika vlade Severne Makedonije. To je države, ki je v resnici skozi vso zgodovino osamosvojitve bila ves čas na isti liniji kot Slovenija. Gre za izrazito prijateljsko državo, ne druži nas samo geopolitična usmeritev, ki je ista, euroatlantska, družijo nas tudi izjemno dobri bilateralni odnosi, pa tudi odnosi med obema narodoma. Tudi današnji pogovori so potekali natančno v to smer, kako še okrepiti sodelovanje na vseh ravneh. Tudi podpis deklaracije je korak v to smer. Slovenija želi Severni Makedoniji pomagati v vseh možnih oblikah. Že do sedaj je v zadnjih, od leta 2010 dalje, Slovenija ena večjih donatork na področju razvojne pomoči, predvsem razvojne pomoči tako za razvoj infrastrukture, kot tudi za razvoj socialnih omrežij v Severni Makedoniji. V tem času je Slovenija prispevala 37,7 milijonov evrov za vse vrste oblike pomoči, še enkrat poudarek, primarno infrastrukture v Severni Makedoniji. Najpomembneje pri temu je, da ne gre za pomoč kar tako, ampak za pomoč, kjer naprimer na področju odpadnih voda sledijo tudi slovenska podjetja. Gre za klasično pomoč, kjer imamo potem kasneje tudi vzpostavljen čisto ekonomski in investitorski interes strani slovenskih podjetij. Jaz si želim, da bomo s tem nadaljevali, verjamem, da bomo s tem pomagali na eni strani makedonski družbi, na drugi strani pa tudi povečevali medsebojno izmenjavo, trgovinsko izmenjavo, ki je mimogrede zelo uravnotežena in prav je, da tako tudi ostane. Govorili smo tudi o odličnem sodelovanju na področju investiranja v Severni Makedoniji. Slovenija je eden večjih investitorjev, mislim, da je med 5 največjimi. V lanskem letu ne bi imela približno 7% delež med vsemi investicijami v Severni Makedoniji, kar nedvomno kaže na to, da obstaja veliko razumevanje slovenskega gospodarstva za okolje in regulatorno in tudi politično okolje v Severni Makedoniji, in je to eden od tistih temeljev, na katerem lahko gradimo tudi nadaljne odnose. V Sloveniji se šola ogromno, skoraj 1500 makedonskih študentov, in želimo si, da so tudi oni most sodelovanja. Ne da je Slovenija okno v EU za njih, ampak da je Slovenija tisti kraj, kjer na nek način vzpostavimo zelo tesno sodelovanje tudi z makedonskimi oblastmi na eni strani in pa z makedonsko družbo, da se ti študenti tudi vračajo v Makedonijo in skupaj sodelujemo naprej. To je ena od agend, ki jih imamo visoko na neko prioriteti in verjamem, da bomo uspeli na tem področju tudi narediti še korake naprej. Na koncu najpomembnejše, v Sloveniji verjamemo, da je Makedonija in njena euroatlantska pot eden od pomembnih garantov stabilnosti na Zahodnem Balkanu. In je proces, ki se je začel v lanskem letu, ki je na nek način v lanskem letu dobil nov moment, in to je pristopna pogajanja za Severno Makedonijo in Albanijo na poti do polnopravnega članstva EU, proces, ki se ne sme zaustavljati, sploh ne v sedanji situaciji. Obstaja dosti elementov, ki si želi, da bi se ta proces ustavil, elementov, ki nima v interesu koristi za prebivalce Zahodnega Balkana, in zato bomo naredili vse, da podpremo tako vlado dr. Kovačevskega, kot tudi vse ostale napore v Severni Makedoniji pri tem, da izpolni
na eni strani pričakovanja in zaveze, ki jih ima do Evropske unije, na drugi strani pa tudi, da je Evropska unija tista, ki razume, in Evropska komisija, ki razume aktualnost trenutka v Severni Makedoniji in ustrezno prilagodi celoten proces, da se ne zaustavi. Mislim, da je moment, ki je bil narejen v lanskem letu tak, da se proces približevanja Evropski uniji strani Severne Makedonije ne sme zaustaviti. To je ključno sporočilo danes. Slovenija bo pri tem igrala aktivno vlogo tako v Bruslju in po potrebi tudi v regiji, če bo taka potreba lahko dala koristi, in tisto, kar smo danes jasno izkazali, je, da lahko Severna Makedonija računa na naše popolno zavezništvo in podporo. Seveda se bomo glede tega usklajevali z vlado in ne bomo delali potez, ki ne bi bile usklajene. Verjamemo pa, da je moment danes in trenutek danes za to ključen. Toliko za enkrat, če bo pa še kasneje vprašanja, pa z veseljem. Najlepša hvala. Sedaj pa spoštovani predsednik vlade Severne Makedonije, dr. Dimitar Kovačevski, beseda je vaša. Prosim. Spoštovani premier Golob, spoštovani ministri vlade Republike Slovenije in vlade Republike Severne Makedonije, spoštovana ministrica za zunanje zadeve, spoštovani predstavniki medijev. Tukaj se vidi, kdo kdaj je rojen, ker iz Severne Makedonije imamo novinarje, ki so novejše generacije in so potrebovali prevajalce, da zastopijo, kaj govori gospod Golob. No, jaz ga nisem razumel, mi smo iz iste države in smo nekako usvojili in govorili vse jezike, ki so govorili v tej državi. To je naša nekak tradicija in vse to skupaj krasi prijateljstvo med Slovenijo in Makedonijo. Jaz sem vesel, da sem danes na uradnem obisku v Republiki Sloveniji in še enkrat bi se rad zahvalil premijeru za povabilo in za to, da so nas res počakali kot pravi gostitelji. Veze med Makedonijo in Slovenijo sta res globoke in čvrste prvega dne naše osamosvojitve. Imamo tople in iskrene odnose in imamo globoko spoštovanje medsebojno. V tem duhu in z odprtim pogovorom smo danes naredili en rezime vseh naših odnosov do sedaj in načrt, kako bomo nadaljevali naprej. Govorili smo tudi o drugih aktualnih vprašanjih, pomembnih regionalnih in drugih vprašanj, kot je vojna v Ukrajini in naše zavezo po tem vprašanju, glede tega vprašanja. Podpisali smo skupno deklaracijo za okrepljeno sodelovanje med našima državama, kar je jasen izraz dolgoletnega iskrenega prijateljstva in partnerstva med našima državama. Vendar tudi usmerjevalnik nadaljnjega dela, za katerih bi lahko stopali skupaj. Želimo okrepiti bilateralne odnose skozi redni politični dialog in tudi z skupno medvladno sejo, vkolikor bo to mogoče v teku leta 2023, ker se bomo pogovarjali o vseh pomembnih vprašanj iz bilateralnega in regionalnega značaja. Prišli smo tudi do same regije, tisto, kar je aktualno. Aktualni geopolitični moment v regiji se mora ohraniti evropski mir in varnost. In zato smo se dogovorili za boljšo koordinacijo in reden politični dialog, da bi prispevali koheziji vseh držav Zahodnega Balkana ter da bi okrepili njihovo pot proti Evropski uniji. V tej smeri smo se tudi dogovorili o konsultacijah za zunanjo politiko obeh držav in pogovore v regionu. Republika Severna Makedonija je pokazala, da lahko aktivno prispeva regionalni perspektivi in stabilnosti. To je naredila z politikami enaka družba za vse državljane, to je na notranjem področju, vendar tudi politik o dobrem razumevanju in dialogu z vsemi sosedami in državami v regiji.
Ob tem se je postavilo vprašanje, da je jasno in efektivno se je postavila na poti, da se soglaša z varnostno politiko Evropske unije, kar se tiče situacije v Ukrajini, s čimer smo pokazali kontinuiteto in spoštovanje in negovanje evropskih vrednot, ki jih negujemo, odkar smo se osamosvojili. Zahvaljujem se gospodu Golobu, mojemu gostitelju in Republiki Sloveniji za vedno iskreno in glasno podporo, ki jo imamo na naši evropski evroatlantski poti v razvoju in v vseh preteklih letih. Ta podpora je bila na zelo dostojanstveni ravni in to je pokazalo se lani v mesecu juniju, ko po 17 letih, odkar smo pridobili status kandidatke s prijatelji, predvsej kot je Slovenija, smo uspeli, da odpremo pregovore z Evropsko unijo. In ta podpora je izjemno pomembna tudi danes, kot je poudaril premier Golob. Tu bi rad pozdravil tudi in se zahvalil za slovensko podporo vsem poslancem naše državnega zbora in glede na današnji moment in možnosti, da lahko naredimo nov korak naprej v postopku pogajanj, da bi lahko res prišli do polnopravnega članstva. Zato od tu iz Slovenije bi rad sporočil, da Republika Severna Makedonija in makedonski državljani, prebivalci, prepoznavajo svojo vlogo v evropskem in regionalnem kontekstu. Verjamem, da bomo uspešno korakali po evropski poti, čeprav določene zunanje in notranje sile si tega ne želijo. Vendar na koncu tisti, ki verjamejo v pravičnost, tisti, ki verjamejo v boljše jutri, vedno zmagujejo in vedno prebivalci, državljani in narod je z njimi. Podpora Slovenije na naši poti v EU ni samo politična in deklarativna, ampak je konkretna in praktična. Med ostalim, slovenska tehnična podpora za izboljšanje administrativnih kapacitet pri integraciji, za sprejemanje za usoglaševanje zakonodaje makedonske z EU so izjemno pomembni. Slovenija že 2 desetletji podpira razvoj Severne Makedonije s skoraj 40 milijoni evrov v implementaciji reform, ki izhajajo iz procesa integracije ter generalno razvoja določenih veliko področij v naši državi. Iz slovenske razvojne pomoči, kar se tiče razvojne pomoči, so Sloveniji slovenske razvojne pomoči se dodeljuje Zahodnemu Balkanu, to je 60% predvidenega, 40% v druge dežele. To samo potrjuje dejstvo, da je Slovenija eden najboljših prijateljev držav Zahodnega Balkana in največji promotor Zahodnega Balkana v EU. Moram poudariti veliko pomoč, ki jo imamo strani Slovenije, na njihovega ministrstva za kmetijstvo, v IPAR programih, v razvoju IPAR programih v naši državi in zaradi tega znanja, ki so ga nam prenesli, smo danes država, ki ima najboljšo izkoriščenost IPAR skladov v EU in celo smo boljši od nekaterih držav, ki so članice Evropske unije. Razvoj proizvodnje vina v naši deželi in majhnih vinskih kleti, s katerimi se vsi ponašamo in smo res lahko včeraj na vinskem sejmu v Veroni lahko pokazali skupaj z naši prijatelji iz Srbije in iz Albanije, ne bi bilo mogoče, ne da bi imeli ekspertno pomoč v sprejemanju politik, ekonomskih modelov, ki so prišli iz Slovenije in zato je največ lahko pove tudi minister za kmetijstvo, ki je tukaj z nami in ki sodeluje s svojimi kolegi. Tisto, kar smo predvideli tudi izboljšavo sodelovanje po vprašanjih za integracijo Severne Makedonije v Evropsko unijo, ki so usmerjeni k
uspešni pripravi Makedonije v EU za delovanje in stop v EU. To so najboljše prakse in izkušnje iz Slovenije iz procesa pristopa, vključujoč tudi projekte financirane strani EU, ki bi podprli našo pot, da izpolnimo kriterije za polnopravno članstvo. Nadaljujemo tudi z ojačitvijo sodelovanja na zelene agende, na področju zelene agende in na perspektivo mladih, kulturna izmenjava ter sodelovanje na področju znanosti in visokega šolstva, ki so na zelo visoki ravni, predvsem pa tudi izboljšanje na področju ekonomije. Naše sodelovanje je zelo plodno, kot je rekel tudi gospod Golob, na področju ekonomije. Slovenski investitorji imajo interes za investicije v našo državo in slovenski kapital je tradicionalno zelo prisoten v naši deželi. Kako po sumi, tako tudi po investicijah. In je trgovinska razmenjava med državama nadaljevala svojo rast. Od 7% je slovenskega investicije od skupnih investicij v Makedoniji, kar Slovenijo postavlja na 5. mesto po višini investicij. Statistika pravi, da skupni kumulativni priliv tujih investicij je nad 400 tisoč evrov, a tukaj imamo nad 40 podjetij, ki imajo 2500 zaposlenih s plačami, ki so više kot povprečne plače v državi. Tu bi rekel, to so LTH, Ohrid, Tabmak, investicije za pitno vodo v Probeštipu, kot ena od najboljših vinskih kleti v Diser Negotino. Tukaj so tudi čistilne naprave v Štipu in Negotinu in investicije v bančnem sektorju. Ne smemo pozabiti, da ena naših največjih bank je dejansko de facto v lasti Nove Ljubljanske banke, a tudi Prva pokojninska družba in Nova Ljubljanska banka sta soustanoviteljice privatnih pokojninskih skladov v Republiki Makedoniji. S tem slovenska podjetja zagotavljajo investicijsko in finančno stabilnost v naši deželi skozi leta. Ne morem tudi ne omeniti tudi največjo fotovoltaično centralo v Republiki Severno Makedonijo, ki jo je GEN-I iz Slovenije je dal v uporabo lani. Torej ko je dana v uporabo, sem tudi sam bil prisoten in ki je izjemno pomemben za našo deželo glede energetske transformacije. Gospod Golob bi lahko odnesel investicijo kamorkoli je želel, na katerokoli drugo področje v regiji, pa celo v svetu, ker se gre za svetovno znano podjetje. Vendar vseeno so izbrali našo deželo, ker pri nas so dobili najboljšo podporo in storitev in zato, ker je Severna Makedonija danes ima ugled in je spoštovana, kar se tiče tujih investicij. S to investicijo smo naredili korak naprej v bodočnost k energetski neodvisnosti, o jačanju zelene ekonomije in višanju življenjskega standarda. Danes, ko se cel svet sooča z energetsko krizo, Severna Makedonija zagotavlja čisto energijo, ki bo s to centralo lahko podpirala 5500 makedonskih gospodinjstev. Veseli me, da tudi druge velike gospodarske družbe iz Slovenije kažejo zanimanje za investicije v Republiko Makedonije. Tukaj je tudi Perutnina Ptuj, ki bo jutri imelo pogovore z našim ministrstvom za kmetijstvo, da bi lahko razgledali možnosti za morebitne investicije, ki bi jih lahko imeli v Makedoniji. Naš cilj je, da povečamo trgovsko razmenjavo Slovenijo na 500 milijonov evrov, v trenutku je to na ravni okoli 300 milijonov evrov, in da poglobimo sodelovanje pri tujih investicijah, neposrednih investicijah. Mi smo priče povečanem interesu makedonskih gospodarskih družb, da investirajo v Slovenijo. Nekaj brendov, nekaj imamo
investicij, ki zasegajo 30 milijonov evrov, predvsem v metalurški branži. Imamo tudi nekaj v telekomunikacijah, organska hrana, izdelava organske hrane, digitalizacija, energetika in fokusirali smo se na neposredne lete med Slovenijo in Makedonijo. Ne smemo pozabiti, da v dobi digitalizacije, v posodobitvi telekomunikacij v naših državah, zgodovinsko je izjemno so bile pomembne slovenske gospodarske družbe. Zelo me veseli, da imamo danes okoli 1500 študentov na rednih dodiplomskih in podiplomskih študijev na Univerzi v Ljubljani. In osebno, kot tudi vlada, si želimo, da bi se ti študenti vrnili v Severno Makedonijo in da pri nas uporabijo znanje, ki so ga pridobili. Zato podpiram inicijativo Gospodarske komore, veleposlaništva slovenskega in komore Biznis klub makedonskih in slovenskih podjetij, da bi lahko naredili, da bi odprli možnosti, da lahko ti študenti svoje znanje uporabijo v makedonskem gospodarstvu. Vse to je potrebno in za mlade in za vse državljane naše dežele. In rad bi se še enkrat zahvalil moj drag prijatelj gospod Golob in državljanom Republike Slovenije, da ohranimo pot proti Evropske unije, da imamo dinamičen proces, da zavarujemo članstvo v Evropsko unijo, ker mi res verjamemo, da je možno to narediti do leta 2030. Hvala vam, hvala še enkrat premijeru, hvala vsem vam in ministrom in tukaj smo, da odgovorimo na vprašanja. Črpno izjavo. Imamo čas za še 2 novinarski vprašanji. Kot prva ga bo postavila novinarka Makedonske nacionalne televizije. Prosim. Za slovenskega premijera Goloba imamo vprašanje. Vi ste posredovali ključno sporočilo, da ne sme v evrointegracijskem procesu se Makedonija ustaviti, vendar v Makedoniji in govorili ste tudi o zunanjih vplivih, ki jih imamo. Kako iz tega vidika ocenjujete pot evroatlantsko pot in kako ocenjujete vse te sile, ki vplivajo na to pot in kako bo Slovenija pomagala Makedoniji pri tem? Poudaril, da najprej to, da je Severna Makedonija je del Evrope. Bila je vedno del Evrope in sedaj je tudi čas, da postane del evropske družine, ki se imenuje Evropska unija. Predolgo je že čakala na to in danes je na točki, ko se je ta proces končno premaknil. Mislim, da moramo narediti vse, da se ta proces nikoli več ne zaustavi. Gre za večplasten proces in za večplastno delovanje. Na eni strani imate vaš notranji proces, vključno s spremembami ustave, ki ga morate izpeljati z namenom izpolnitve pogojev, zato da se proces približevanja lahko nadaljuje. Jaz verjamem, da je na eni strani sicer to zahtevno opravilo, hkrati pa, da bo tudi prevladal razum v Makedoniji, v Severni Makedoniji, pri vseh političnih strankah, da bojo razumele zgodovinskost tega trenutka danes. In da bojo razumeli, da mora ta proces biti zaključen čim prej, tako kot je tudi predvideno v pogajanjih. Gre v resnici za zgodovinsko priložnost, ki nima povezave s strankarsko pripadnostjo, nima povezave z ideologijo, ampak z prihodnostjo celotnega makedonskega naroda. In mislim, da morajo to stranke ponotraniti. Če bo lahko Slovenija pri tem kakorkoli pomagala, z predstavitvijo, z dialogom, bomo to tudi z veseljem naredili. Na drugi strani imamo razumevanje tega procesa in zgodovinskosti trenutka v Bruslju.
pravi med članicami Evropske unije. Tisto, kar počnemo ves čas, je, da zelo jasno zagovarjamo stališče, da je Zahodni Balkan in Severna Makedonija ena od bolj naprednih članic oziroma kandidatk za članstvo, da je Zahodni Balkan ključen ravno danes, da se stabilizira, zato ker bi sicer lahko postal vir nestabilnosti za celo Evropo. Politično stabilizira. Edini način za stabilizacijo Zahodnega Balkana je približevanje Evropske unije. Ne obstaja drugega načina. Zahodni Balkan mora postati in to čim prej sestavni del Evropske unije. To je edini način za stabilizacijo. Slovenija se bo zato prizadevala, ne samo z nudenjem tehnične pomoči, ampak predvsem s politično podporo na tej poti. Zagovarjali bomo stališče, da se sedanji proces pogajanj ne sme zaustaviti z vnašanjem dodatnih bilateralnih vprašanj na agendo. Vztrajali bomo, da gremo naprej z tistimi procesi, ki so bili že dogovorjeni, sprememba ustave, da se pa ne sme vnašati nobenih dodatnih zahtev v tem trenutku v proces približevanja in pogajanj. Ta aspekt je zelo pomemben zaradi tega, ker se je žal pokazalo v preteklosti, da marsikatera soseda, celo mi smo imeli na tako izkušnjo, poskuša v takih pogajanjih izsiljevati članico kandidatko. Vztrajali bomo, da v tem primeru tudi zaradi povečevanja vpliva ruske propagande v regiji ne smemo pristati na taka izsiljevanja. Evropska unija ne sme pristati na taka izsiljevanja. In da se časovnica tudi glede zaporedja korakov strani Evropske komisije v celoti spoštuje. Da natančno vemo, da so pogajanja nekaj, medtem ko notranje spremembe, v tem primeru tudi spremembe ustave, nekaj drugega. In da ne smemo čakati in obračati vrstni red in pogojevati, kaj mora biti prej. Ta del se mi zdi pomemben in ga želim poudariti, zaradi tega, ker gre za dva procesa, ki sta vzporedna, samo če bosta res tekla v pravem zaporedju korakov, potem lahko pride do učinka pravega. In jaz si želim, da bomo na eni strani do novembra izpolnjeni, da bodo vsi pogoji in da bomo decembra na Evropskem vrhu ponosno ugotovili, da so izpolnjeni vsi pogoji iz sporazuma in da lahko Makedonija nadaljuje z polnopravnimi pogajanji. Ok, hvala lepa. Še zadnje vprašanje, povezano z današnjim uradnim obiskom. Postavila ga bo gospa Marta Razboršek, Slovenske nacionalne radiotelevizije. Ja, ok. Torej, vprašanje za oba premierja. Bile so volitve v Bolgariji. Zanima me v bistvu, kako jih komentirate in mislite, ali boste lahko recimo makedonska stran našli skupni jezik za bodočo vlado. Kako točno, konkretno, gospod premier Golob, boste pri tej poti prepričevanja makedonske strani pomagali? Kakšna bo torej slovenska konkretna pomoč pri tem? Potem pa me še zanima v zvezi z vašim nedavnim intervjujem, ali se bodo reforme nadaljevale. Ima minister Boštjančič vašo podporo in pa ali je res, da je na mizi rekonstrukcija vlade? Nekaj bom dal najprej gostu. Ja. Pa najprvi Prvo bi v trenutku se Evropa nahaja v enem izjemno delikatnem in unikatnem geopolitičnem trenutku. Od trenutka, ko je Rusija izvršila vojni napad na Ukrajino. Severna Makedonija, kot sem že povedal in kot vsi že vedo, se je Makedonija postavila na črti zunanje politike Evropske unije in kot članica NATO sodeluje v podpori demokratične neodvisne države, ki jo je napadla večja soseda. To samo kaže, da Severna Makedonija kot vedno
je na pravi strani zgodovine. Kar se nanaša do naših odnosov do sosedami, mi smo vlada, ki je v preteklih 5 letih je zaprla vsa odprta vprašanja z sosednjimi državami. Če pogledate naše odnose z Albanijo, to so odnosi, v katerih ni odprtih vprašanj. Če pogledate odnose z Srbijo, in zadnje veliko vprašanje, ki je obstajalo med Severno Makedonijo in Srbijo, je rešeno s priznavanjem in sprejemanjem v kanonsko enotnost, sprejemanjem Makedonske cerkve s strani Srpske pravoslavne cerkve. In včeraj, prav zaradi tega, skupaj s premijerjem Albanije in predsednikom Srbije, smo skupaj kot države članice Odprtega Balkana, ki se bazira po enakih principih, načelih Evropske unije in je usmerjen integracije 3 deželah v Evropske unije in gospodarskem sodelovanju, smo lahko bili na največjem sejmu v Italiji, vkolikor ne bi bilo mogoče, če bi se želeli sami pač pojaviti na tem sejmu. Z Grčijo so odnosi tudi na zelo visoki ravni in tu bi rad naredil eno zgodovinsko kronologijo najpomembnejših dogodkov. A to je, da smo vedno, da po vsakem veliki državni odločitvi je naša država iz tega išla bolj napredna in močnejša. V letu 2001, ko smo imeli vojni konflikt v državi, je naše politično vodstvo v tem času premoglo toliko razuma in moči, da smo naredili Ohridski okvirni dogovor. On nam je zagotovil funkcionalno multietnično demokracijo v državi. In država je že rešila notranji problem, ki ga je imela. Danes Ohridski okvirni dogovor in njegova uporaba in institucije, ki so se zgradile na podlagi tega dogovora, se lahko vidijo v poročilu generalnega sekretarja Združenih narodov kot primer za reševanje odprtih identitetskih vprašanj v določeni državi. Druga hrabra odločitev, ki jo je sprejelo naše politično vodstvo in ki je spet vodi in politikov iz vladne večine, ki ga predstavljam, tudi jaz predstavljam, je Prespanski dogovor. Vendar, to je bila res težka odločitev, ampak tudi od tod je Makedonija postala močnejša. Po podpisu Prespanskega dogovora smo postali članice NATO. A pomen biti članica NATO lahko vidimo danes, ko imamo vojno v Ukrajini in ko se 2 najbolj razvite države v Evropi, Finska in Švedska, se želijo in zahtevajo, da postanejo članice NATO, največjega vojno-obrambnega kompleksa. Tako je Makedonija postala dejavnik stabilnosti na Balkanu. Tretja velika odločitev je bila sprejemanje evropskega predloga, da na podlagi dogovora o dobrososedskih odnosih z Bolgarije, da se začne s pogajanji z Evropsko unijo. In tukaj smo išli tudi močnejši. Po 17 let čakanja je Severna Makedonija začela za pogajanje z Evropsko unijo in screening proces, ki je 17 let bil postavljen na let na čakanje zato, ker so državo vodili politiki, ki niso imeli hrabrosti sprejeti državniško in vizionersko odločitev. To, kar je pri nas, kar je sprejemanje ustavnih sprememb, ki so del teh pregovorov, jaz pravim, jih bomo sprejeli. Država bo spet na koncu močnejša in zmagovalna, zato ker na koncu potem po avtomatizmu gre druga medvladna konferenca, odpiranje klasterjev, reforme v družbi in polnopravno članstvo v EU, za kar imamo podporo od strani vseh držav članic. Kar se tiče Evropske unije, kar se tiče Bolgarije, naši odnosi so
v bistvu na institucionalni komunikaciji se nekako prišle, komunicira vlada, inštitucija z institucijo, predsednik s predsednikom in vkolikor pogledamo nazaj, veliko število vprašanj, ki so bile pomembne za državljane in za spravitev s krizo, so bili naredili tudi z predsednikom in vlado Bolgarije, kot je bilo dobava plina, liberalizacija tržišča za trg s plinom, ki je potekal preko Bolgarije, nemoteno funkcioniranje čezmejnih kapacitet za dobavo električne energije v teku cele zime, ki smo imeli pomankanje elektrike. Vse to smo se zmenili in je bilo spoštovano tako, kot smo se zmenili, ter sodelovanje na drugih področjih. Imeli smo problem, da v Bolgariji ni bilo politične vlade in funkcionirajo z vlado v tehničnem mandatu. Zdaj so se tam volitve končale včeraj in mi kot sosednja država si želimo, da bi Bolgarija imela politično državo, ki bo orientirana in usmerjena proti 100-odstotnem spoštovanju načel Evropske unije, principov načel širitve Evropske unije in spoštovanje vseh svojih sosedov ter graditev dobro sosedskih odnosov, kako z našo državo, tako z drugimi sosedami. Glede na to, da tisto, kar imamo tudi mi, je tudi ena takšna evropska vlada v Bolgariji, se bo, tako kot se Slovenija prispeva, da si želi in podpira celotni Zahodni Balkan, da gre v EU, ker je to edina alternativa za prosperitet držav in stabilnost. Hvala. Dobro je, da so volitve v Bolgariji za nami. Zaradi tega, ker vsi vemo, da pred volitvami so lahko časi neprimerni za reševanje podobnih vprašanj. Trenutno sicer še nimamo vlade v Bolgariji, bomo pa s katerokoli vlado, ki bo imenovana, imeli en sam dialog in dialog bo pomembnost evropskih integracij. In Bolgarija se danes že zaveda tega, ker si zelo prizadeva za vstop v Schengen. In država, ki se zaveda, kako je, ko te nekdo izključi iz postopka, ko si upravičen za nadaljno evropsko integracijo, verjamem, da bo imela razumevanje tudi za vprašanje Severne Makedonije. Jaz mislim, da gre tukaj za zelo jasno sporočilo, da ni druge poti, ne za Bolgarijo, ne za Severno Makedonijo in da gre v resnici za isti proces in ne za dva procesa, samo zato, ker je nekdo mogoče danes v prednosti. To je diskurs, ki ga bomo imeli zagotovo v Bruslju. Kar se tiče pa ostalih stvari, smo danes bili informirani strani makedonske vlade in to je nekaj za poudariti. Bili smo informirani o tem, da so spremembe ustave, ki jih predvideva sporazum z Evropsko unijo, nekaj, kar je pozitivnega. Pozitivnega tudi za razvoj položaja manjšin v Makedoniji, nadaljne krepitve položaja manjšin ali delov naroda, kot se zelo natančno to ureja v Makedoniji znotraj njihove ustave. Na drugi strani smo bili pa tudi informirani, da imajo enega dejansko najbolj naprednih sistemov za krepitev in zaščito manjšin v Evropi. In mislim, da bomo to informacijo z velikim veseljem širili tudi v vseh evropskih integracijah ravno s tem namenom, da je Severna Makedonija že do sedaj bila med najbolj naprednimi, če ne najnaprednejša, in da namerava na tej poti tudi vztrajati. Mislim, da in hkrati, da je ravno s tem, ko vstopi v polnopravno članstvo Evropske unije, bodo te manjšine dejansko dobile dostop do svojih matičnih držav. In da komur je dejansko v interesu, da zaščiti svojo manjšino, bo podpiral Severno Makedonijo z vsemi silami na poti v evroatlantske integracije. Mislim, da je ta zaključek logičen, jasen in iz tega izhaja, da samo optimizem na tej poti in verjamem, da bojo vsi spregledali, da je to edina pot tudi za njih ustrezna. Kar se tiče notranjih političnih, bom ponovno izpričal, pa jutri bo več govora o tem,
Zdravstvena reforma je ključna reforma te vlade, zato se bomo v prihodnjih tednih, mesecih o tem pogovarjali, če bo treba tudi dnevno, zato ker želimo pokazati prve rezultate, ta teden bojo znani, dosedanjih aktivnosti na področju zdravstvene reforme, vse ostalo. Pa mislim, da bo še dovolj časa, da o tem govorimo in minister Klemenčič, hecam se, ker ga vsi tako imenujemo, minister Klemen Boštjančič, ostaja in ima popolno podporo. To sva razčistila že prejšnji teden, tako da je to vprašanje zame zaključeno in z tega vidika nimam kaj dodati. Ne danes, ne naslednji teden, ne čez en mesec. Hvala. O vseh ostalih stvarih se sploh še ne pogovarjamo, tako da je to nekaj, kar moče novinarji sprašujete, ampak nimam kaj dodati k temu. Hvala lepa, novinarska konferenca je s tem zaključena. Hvala za vašo pozornost, prijeten in ugoden dan še naprej. Hvala lepa.